Dober dan. Se spomnite, kako je bilo včasih? Že 45. leto starosti je pomenilo skoraj da zadnja leta v službeni karieri. Ampak z dvigom upokojitvene starosti pa so lahko zdaj starejši zaposleni v precepu. Hitro lahko stagnirajo, morda zaostanejo, kar se tiče same tehnologije. Ampak zdaj imajo rešitev. To je brezplačna pomoč institucij, za katero se lahko odločijo, da ohranijo svoje delovno mesto. Ali veste, da je celo država priskočila na pomoč z brezplačnimi svetovanji in izobraževanji za to starostno skupino? Kje torej lahko najdete pomoč in kam se obrniti, bosta povedala tokratna gosta. To je gospod Albert Štancar, direktor Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, in gospod Bojan Hajdinjak, direktor javnega zavoda Cene Štupar. Sicer pa je tukaj zraven še en izobraževalni center, to je biotehnični, kaj ne? Zakaj pa ravno to starostno obdobje? Zanimivo, da v bistvu zmeraj vsi govorimo brezposelni, izobraževanja. Kako to, da ravno zaposleni pa ti nad 45? Zaposleni nad 45 let je Evropa in jasno, kot Slovenija, kot del Evrope, spoznala kot ciljno skupino, ki jo lahko smatramo kot ogroženo ciljno skupino. Najbrž vsi vemo, da se starostna doba oziroma delali bomo dlje in dogajajo se zelo, zelo hitre spremembe na samem delovnem mestu. Kar je bilo včeraj nekaj standard, je danes že nekaj drugega. Tako da ta ciljna skupina, ki ima še kar nekaj let do zasluženega pokoja, se bo mogla še v svojem življenju še parkrat ali preusmeriti, ali poiskati drugi poklic, ali pa čisto spremeniti neke svoje kompetence, poklicne kompetence. Zato ta ciljna skupina, ker se zadeve tako hitro dogajajo, tako hitro spreminjajo in tudi zaposleni, starejši od 45 let, s poudarkom na manj izobraženi, bojo morali vložiti vase oziroma se dodatno izobraziti. Mogoče, kaj pa so potem te dolgoročne posledice, ki jim verjetno prinese? Ne bom ravno rekla stagnacija na delovnem mestu, ampak mogoče napredek je šel toliko hitreje, da ni nujno, da sledijo, ne? Ja, dolgoročno potrebujejo nova znanja, ker čas oziroma napredek je velik. Spreminjajo se delovna mesta, spreminjajo se delovne razmere in potrebna so nova znanja. Zato ti delavci danes potrebujejo nova znanja, pridobivanje novih znanj, pa tudi ne pozabimo, tudi pogosto so delodajalci pozabili na svoje nižje izobražene delavce, da bi se izobraževali. Pa ravno te je tudi lahko straha, ne samo na primer mlade pred izgubo zaposlitve, ko smo imeli tudi oddajo na to temo, tudi te je lahko strah, da bo pa kakšen mlajši prišel in jih nadomestil, ne? Ja, prav to se dogaja. Hitro postanejo višek in jih pač odpustijo. Zato potrebujejo nova znanja, potrebujejo nove kompetence za nova delovna mesta. Torej, tukaj ste zdaj te tri institucije, ki sem jih uvodoma omenila, in pomagate. A lahko razložite, kako? Jaz bi samo omenil, da nismo samo tri institucije, da po celotni Sloveniji nas je več institucij. Kakor je Slovenija regijsko razdeljena oziroma statistične regije, tako so tudi te programi razdeljeni po statističnih regijah in na voljo po celotni Sloveniji. Torej, celo Slovenija se pokriva. Tako, celotna Slovenija se pokriva, naše tri institucije pokrivajo srednjo slovensko regijo, se pravi nekje 26 občin oziroma Ljubljana plus vse občine okoli Ljubljane, tako imenovano srednjo slovensko regijo. Izobraževanja so na voljo tako na naših zavodih, kot mi pridemo v podjetja in izvajamo sama izobraževanje v podjetjih. Če vam je torej tale tema zanimiva, lahko seveda kogarkoli, tudi vaših znancev, morda podučite, sicer pa boste zdaj videli tudi telefonske številke, ki se bodo izpisale na zaslonu, tako da večkrat tekom oddaje se bodo, lahko si jih tole priberežite in poprašate karkoli želite, če imate kakršnokoli torej vprašanje. Malo prej sem omenila, ljudi je velikokrat strah sprememb, sploh starejših. Že tako hitijo v službah, potem pa še zdaj mogoče lahko strah pred izobraževanjem, ne?
Tako je, mi to opažamo, da je ta strah prisoten. Samo kot zanimivost, no, pri nas na našem javnem zavodu opažamo, da je zelo težko pridobimo ljudi starejši od 45 let v vse vrste izobraževanja. Ja. Potem pa nekako, ko grejo v to zaslužen pokoj, 60, ko so stari 60 ali več, pa dejansko obiskujejo množično vse naše jezikovne delavnice, računalniške delavnice. Ne. Ko je nekako klik v glavi narejen, zdaj sem pa v pokoju, zdaj imam pa čas, da se dodatno izobražujem oziroma voljo. Ja. To moramo spremeniti, ker dejansko se morajo tudi nekje zavedati osebe, ki so starejše od 45 let, da morajo vlagati v svoje poklicne kompetence, da se morajo dodatno izobraževati, ker s tem bojo pridobili te potrebne kompetence, da ostanejo na delovnem mestu, da ostanejo na tem delovnem mestu dlje, oziroma da dočakajo pokoj pravzaprav na delovnem mestu, ne pa da kot poslušamo te žalostne zgodbe, da se jih pusti pri 52, 53 letih in potem 6, 5, 6, 7 let na zavodu iz enega programa v drugi program, nezadovoljstvo, socialna izključenost in tako naprej. Te zgodbe poznamo. Ja, seveda. Ampak tukaj pa se mi zdi nekaj ključnega, ne? To je, da je brezplačno. Namreč vemo, da veliko stvari stane, šel bi mogoče na računalniški tečaj, na izobraževanje za svoje delovno mesto, pa vse stane, ne? A to je res popolnoma brezplačno? Ja, to je res, popolnoma brezplačno, ker to financira, kot ste že omenili, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. In v ta namen so sredstva namenjena do leta 2022, tako da imajo ljudje, zaposleni 45 plus, na voljo mnogo izobraževanj. Seveda, omenili ste že računalniška znanja, potem so tuji jeziki, prav tako so tudi komunikativne veščine in tako dalje. Zdaj ste torej s tem tako rekoč pred kratkim v bistvu zaštartali, ne? 2 meseca. Ali lahko poveste za naše gledalce konkretno na primerih, kdo se odloča, kdo pride? No, najprej moram povedati, da gremo običajno v podjetja, kjer se s kadrovsko službo dogovorimo in potem oni pač objavijo na svojih delovnih mestih in izberejo osebe, ki jih potem izobražujemo. Mi imamo, podobno bo tudi Bojan povedal, mi imamo lepe izkušnje z kliničnim centrom, kjer super, odlično sodelujejo ljudje in tako kot ste omenili, ne, prav se čudijo, a res, a brezplačno, a je to možno, a je sploh možno. In podobno je tudi v Heliosu, kjer smo podobno se izobražuje in usposabljajo in je odlično, no, sprejeto z vseh strani. Ampak, na primer, predstavljala bi si rada, ne? Omenjate Helios, ali to gre tajnica, čistilka, ne vem, a veste, tako, kdo gre lahko na ta izobraževanja? Ampak ker verjetno ni isto znanje tajnice, pa nekoga, ne vem, v kuhinji oziroma v proizvodnji, ne? Kako je zdaj s tem? Ne, sej grejo lahko vsi eni in drugi, vsekakor presežna izobrazba je lahko največ srednja šola. Višji imajo lažji dostop do vseživljenjskega učenja. Vedno se pa v podjetju vsaki skupini se prilagaja, njim na kožo so pisani programi, ki jih potem vsak predavatelj oblikuje, tako da vsi lahko sodelujejo. Torej se ne bo učil nekdo čisto splošnih stvari, ampak točno znanje za njegovo delovno mesto. Tako je, ja, mi smo želeli, kot je že Albert prej omenil, da programe naredimo konkretne, tisto, kar ljudje potrebujejo. Tako rečemo, tudi pri nas smo najprej šli v kadrovsko službo, smo se pogovorili z direktorjem, rečemo, če kar konkretno na primeru povem, rečemo Ljubljanski potniški promet, voznik avtobusa, kaj je pravzaprav njegov problem, s čim se srečuje. In je, rečemo, direktor in kadrovska služba lahko konkretno povedala. Ima problem mogoče malo s težavnimi strankami, če jih lahko tako imenujemo, in zelo veliko tujcev prihaja v Ljubljano. Tako da smo mi na osnovi tega naredili komunikacijski program, kako komunicirati s težavnimi strankami. In jasno zdaj vključujemo voznike Ljubljanskega potniškega prometa v ta program. Ali pa drugi program, konkretno spet komunikacija v angleškem
jeziku, da zna mogoče voznik avtobusa razložiti naključnemu turistu, kako prijeti do neke ljubljanske znamenitosti. Potem smo šli, rečemo, v neko gostinsko podjetje, kjer so dejansko povedali, da bi želeli, rečemo, italijanski jezik v povezavi z kuhanjem. In smo oblikovali italijanski jezik skozi želodec. Tako da so, tako zanimiv program in so konkretno lahko potem ta program se izvede, ki je tudi praktično naravnan in tudi, bom rekel, ljudje ga lažje posvojijo, ker ni tiste nadležne slovnice, ni tistega nadležnega reševanja doma, pravilni, nepravilni glagol in tako naprej. To, kar smo se življenjsko, to, kar smo se sipali iz neke osnovne, srednje šole oziroma smo imeli kakšno slabo izkušnjo. Ja, res je, in tukaj spet ta strah, pred izobraževanjem, ki sem ga omenila na začetku. Ampak če ste zdaj torej omenili posameznike, ali gredo potem posamezniki k vam, ali gredo v podjetje, ker to pomeni, da mora tudi podjetje potem pristopiti k stvari, ne? Tako. Mi se želimo s podjetjem tudi pogoditi, da nekako tudi podjetje prispeva svoj delež. Kakor smo omenili, vse brezplačno, tako za udeležence kot za podjetja. No? Tako da bi podjetja poizkušamo motivirati, da ta izobraževanja izvedejo v delovnem času. In v njihovih prostorih, ker se te ljudje počutijo tudi bolj domače, kot da prihajajo v neke naše neznane prostore. Tako da poizkušamo, da podjetje odstopi oziroma naredi ta izobraževanja v delovnem času ali pa en kompromis, da mogoče 2 uri delovnega časa pa 2 uri prostega časa in v njihovih prostorih. Tako da mi z našimi predavatelji pridemo v podjetje, seveda jasno, lahko pa tudi pri nas. Bi pa mogel samo še to mogoče poudariti, da mi izobraževalci odrasli se zelo zavedamo, da je to mogoče ta druga, če lahko tako rečem po domače, druga šansa. In smo zelo senzibilni oziroma zelo pozorni, da te druge šanse, da te v naši udeleženci nimajo slabega občutka, da nimajo slabe izkušnje, ker ponavadi po tej teoriji jih tudi izgubimo za vekomaj v izobraževanje. Če še drugič, ker manj izobraženi so že predvideli, so imeli neko slabo izkušnjo ali pa niso imeli možnosti, da pravzaprav nekaj študirajo oziroma nadaljujejo svoje izobraževanje. No, zanimivo mi je to, da je torej to tudi za podjetja brezplačno. Glede na to, da včasih rečemo avtomatsko, za delavce je brezplačno, podjetje pa bo nekaj stalo. Tako da, ne vem, vse pohvale, čisto iskrene, da se borite za to in da pač greste v to smer. Tukaj bi jaz pohvalil mogoče Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Konec koncev smo mi samo izvajalci. Z veseljem to počnemo, nam tudi pridejo takšni projekti prav in tudi pravilno je, da Slovenija počrpa čim več evropskih sredstev in to so ta sredstva, ki so namenjena za razvoj kompetenc zaposlenih. Glede na to, da pa vidva zastopata vse te institucije, pač gre za hvala seveda vam, seveda pa mislimo vse tiste, ki stojijo dejansko za tem. Prej ste rekli, torej, da je to za podjetja. Ta vmesen delovni čas, kaj pa proizvodnja, ker verjetno ni nujno, da si lahko vsi privoščijo med izobraževanje, torej med delovnim časom. Kako to rešite? Ja, običajno so potem ta izobraževanja kasneje, v prostem času delavcev. Tudi to je možno. Seveda, ampak tukaj treba pač iti delati kompromise, se dogovarjati. Kar nekaj časa porabimo za to dogovarjanje. Seveda, ni tako enostavno, to je projekt vseživljenjski skoraj, da. Ja, ampak tudi, hočem reči, tudi za firme je to seveda kar zalogaj, Čeprav je brezplačno, morajo pa vendar iti na roko tudi svojim zaposlenim, da se lahko izobražujejo. Torej, če imate kakršnokoli vprašanje, imate možnost, da pokličete na številke, ki se vam bodo zdaj izpisale na zaslonu, tako da kar v miru vzemite torej v roke pisalo in si pribeležite. Namreč, pol ure je včasih res da premalo, da vse predstavimo, zato pa imate točno določene osebe na institucijah, ki so zdaj zapisane na zaslonu, da jih lahko zmeraj pokličete. Omenili smo podjetja, Ali so torej podjetja v vsem tem času prepoznala prednosti teh brezplačnih izobraževanj? No, v tista podjetja, kjer smo vstopili, so prepoznali in so tega veseli. Pri tem bi pa želel apelirati tudi na druga podjetja, da je še na voljo čas v naslednjih letih, da svoje zaposlene jim dajo možnost učenja, vseživljenjskega učenja oziroma usposabljanja. Tole ste prej omenili leto 2022, ste rekli. To se torej do tega leta se bodo
izvajala izobraževanja? Do tega leta se bodo izvajala najprej svetovanja. Sama izobraževanja je sedaj ta razpis za 3 leta do leta 2019, Ja? potem bo pa še en razpis, ki bo tudi do leta 2022. Kaj pa je to do leta 2019, ko gre za izobraževanje za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc? Kaj pa tako, da smo konkretna, kaj pa to pomeni? Ja, to pomeni, da v tem času izobražujemo v naši osrednji slovenski regiji, bomo izobrazili 2500 ljudi in dali možnost, da se usposobijo na jezikovnem področju ali na kakšnih drugih, seveda. No, drugače pa, ker smo omenili svetovanje in izobraževanje, torej želite v bistvu vključiti vse življenjsko izobraževanje, ne? Dejali ste, da boste storili vse, da se bo po 3 letih tudi podaljšal ta projekt izobraževanja. Ne? Tako je, tako kot je že Albert omenil, gre za 3+3 letni projekt. Jaz bi samo tukaj omenil zaradi gledalcev, da to govorimo o 2 različnih projektih. En projekt je svetovanje in informiranje in priznavanje neformalno pridobljenih znanj, drugi projekt je pa dvig poklicnih kompetenc. Projekta sta pa zelo, zelo povezana, ker mi ugotavljamo, izobraževalci odraslih ugotavljamo, da morajo zaposleni ali pa tudi brezposelni iti najprej preko nekega procesa svetovanja. Se pravi, da se naš svetovalec usede z osebo, da se usedeta, skupaj pregledata vsa znanja, skupaj pregledata, kaj so že v življenju dosegli, skupaj pogledata, kaj so njihovi interesi, kaj so njihovi cilji, to vse skupaj zapišeta in potem skupaj poizkušata poiskati najbolj primerno izobraževanje. Oziroma, naš cilj je, da bi nekako promovirali to, da si vsak sam vodi življenjsko karierno orientacijo. Se pravi, da si tako kot ima avto neko servisno knjižico, da bi ljudje imeli neko karierno orientacijo, pravzaprav neko, kaj pravzaprav v življenju želimo doseči, kam pravzaprav gremo. To je projekt svetovanja in potem na osnovi tega ugotovljenega se ga vključi v drugi projekt, dvig poklicnih kompetenc. To so pa ta izobraževanja, kot je že Albert omenil, govorimo o računalniških izobraževanjih, digitalno opismenjevanje, govorimo o jezikovnih, dvig jezikovne kompetence, podjetniške kompetence, komunikacijske kompetence. Znotraj tega je pa ogromno teh praktičnih programov, ki sem jih pa že malo prej opisal. Kaj pa to časovno pomeni za posameznika? Verjetno, a je vsa 3 leta vključen ali je pač manj ali po potrebi? Kako je s tem? Programi so odvisni. Programi so, bom rekel, neformalni, te komunikacijski jezikovni programi so v dolžini 50 ur. Če pa za te naše, bom rekel, migrante, ki so slovenski državljani, pa imajo manjko, rečemo na slovenskem jeziku, te programi so pa slovenščina za tujce oziroma slovenščina kot drugi tuji jezik so dolgi 180 ur, drugače pa, tako kot sem že prej omenil, večina programov je med 50 in 60 urami. Ampak verjetno pa ni omejitev, ali so, da gredo na eno izobraževanje, če bi želeli naprej? Lahko se vključi več programov, ne? Se pravi, ni omejitve, lahko se pa vsak posameznik se lahko vključi v več izobraževanj. Ja, tako da, če imate še kakršnokoli vprašanje, ne, glede prav vašega primera oziroma primera kogarkoli, ki ga poznate, zdaj se vam bodo spet izpisali torej podatki, če slučajno prej niste uspeli zapisati. Torej vam zdaj ponovno ponujamo telefonske številke, kamor se lahko obrnete za konkretne primere, ker mi zdaj res govorimo zelo na splošno. Ne? Ja, seveda. Drugače, lahko predstavite konkretno izobraževalno vašo institucijo CDI Univerzum. V bistvu je že bila ustanovljena pred 60 leti, ne? Ja, seveda. Ima dolgo 60-letno tradicijo. Prav zdaj letos, 24. decembra, imamo obletnico 60. Takrat so nas poimenovali. No, potem v Sloveniji leta 1991 pa nas je vlada Republike Slovenije na novo konstituirala in od takrat delujemo naprej. Veliko imamo formalnih programov, se pravi srednjih šol, poklicnih, kot tudi srednje tehniških, pa gimnazijo imamo. Poleg tega pa seveda usposabljanja za nacionalne poklicne kvalifikacije,
kot tudi druga usposabljanja. Drugače pa tale javni zavod, vaš Cenež Štupar, a ne, pa v bistvu tudi deluje, ne, za izvajanje programov za potrebe gospodarstva, medkulturnega, medgeneracijskega povezovanja. Ne? Tako je, ja. Mi smo malo mlajši, no, mi bomo 60 let stari 2019, tako da je Albert je malo starejši, njegova inštitucija je malo starejša. Ja, poleg formalnih izobraževanj osnovne šole za mladostnike in odrasle, tukaj naj omenjam, da imamo zelo veliki prihod migrantskih otrok, begunskih otrok, azilantov, da se osnovna šola, imamo polno osnovno šolo, kar 10 oddelkov, preko 100 ljudi trenutno vključenih. Srednje šolsko izobraževanje, smo tudi močni nacionalne poklicne kvalifikacije, razvijamo pri nas 3 stebre. En steber je, kakor ste omenili, podjetniški steber, kjer imamo start-up vikende, bom rekel, prostor, ki ga lahko podjetniki najamajo in dobijo to mentorsko in so pomoč za odpiranje podjetij. Imamo medgeneracijske delavnice, ki so zelo dobro obiskane od otrok do najstarejših upokojencev. Imamo pa še interkulturni, ker na zavod se sedaj sooča z zelo velikim, kot sem že prej omenil, prihodom migrantov, beguncev in jih nekako želimo preko teh interkulturnih delavnic vključiti oziroma jih vključiti v našo družbo. A veste, zelo zanimivo je, ne? Seveda so ti zaposleni, o katerih zdaj govorimo, tudi v službah, ne? Ampak nas pa gledajo mogoče njihovi starši, ne? Pa potem ostali in takole tudi lahko predajo vse te informacije, sploh pa za podjetja, ne? Tako da veste, da obstaja torej popolnoma brezplačno izobraževanje, tako za posameznike, kot za podjetja na vseh, lahko rečem, poklicnih ravneh. Ne govorimo tukaj samo o pisarniških delavcih ali pa mogoče o proizvodnih delavcih kot takšnimi, ne? Celo bolj, naš cilj je, da bi v ta projekt vključevali čistilke, socialne oskrbovalke, ljudje, ki delajo težka fizična dela in nekako bi jih želeli doizobraziti oziroma jim dali možnost, da dvignejo te poklicne kompetence in da tudi v življenju lažje funkcionirajo na delovnem mestu. Saj vsi vemo, da če si ti visoko izobražen, je nekako tudi to povezano z plačo in si tudi lažje privoščiš tovrstna izobraževanja oziroma si jih sam plačaš. Tako da mi nekako naš cilj je, da v največji možni meri vključimo s 5. stopnjo ali manj. Celo tiste z osnovno šolo je pa še, bomo najbolj veseli, če se ne bojo. Da se jim lahko pomaga, ne? Tako. Pa da s tem nekako pridobijo tudi tisto samozavest, ki je potrebna tudi za mogoče, ne vem, nadaljne delo, a ne? Če se potem odločijo, če bi menjali ali pa karkoli, ne, ni nujno, da potem vidijo, da pa bi tukaj obstali, ne, ampak včasih se soočajo, ne, ker delajo za tega, ker morajo, dejansko, da preživijo, ne. To. Pa še eno, kot mogoče malo znamenitost, no, jaz zelo rad povem, no, da pridejo mogoče ljudje iz proizvodne domov, jasno, niso v stiku z računalnikom in pa jim otroci doma govorijo, sem to aplikacijo naložil, sem naložil v oblak, sem po Skypeu poklical kolega in si to takole zdaj gledajo, kaj pa je zdaj to, neke novosti na tem področju, no. Tako da lahko mogoče niti ne povejo doma otrokom in jih mi to naučimo, kaj je to, kako naložiti kaj v oblak, kako po Skypeu poklicati kakšnega bližnjega, kako socialne omrežja uporabljati in lahko tudi doma malo presenetijo otroke. Ne? Ja, res je, ne? Ampak tukaj je že v bistvu potem tudi že kakšni telefoni, ne, pametni, je že kar problem, tako, ne? Absolutno, tudi pametni telefoni so del vsakdanjika našega, ne, in nekako ga moramo znati uporabljati. Ampak veste, ne srečujejo pa se samo, ne, v tem starostnem obdobju, tudi kakšni mlajši, ne, znamo imeti kakšen problem, ker gre vse tako hitro naprej, sploh če se posluša ves ta IT sektor, ne, tako ne veš, v katerem svetu živiš. Ja, tehnologija tukaj izredno hitro napreduje, no, samo poglejmo 5 let nazaj telefon ali pa telefon danes, praktično nam že telefon omogoča vse, od komunikacije, zabave, prostega časa, ne bom rekel glih kvalitetno preživljenega prostega časa, ker najbrž kakšni drugi vdaji boste govorili, da mladi morajo manj te tehnologije uporabljati. Vidim, da eno mojo vdajo, ste točno to izpostavili. Ja. Ampak v vsakem primeru, če s pametjo uporabljaš to tehnologijo, ti je lahko res v pomoč. Ne? Seveda, preveč vsega je pa zmeraj lahko slabo. Gospod Štrancar, ali je kaj takšnega, kar bi še želeli v bistvu izpostaviti za naše gledalce, pa mogoče še nismo povedali? Da je pomembno, naprimer, kar se tiče teh izobraževanj, da želite apelirati na ljudi? Ja, želel bi reči, da ker se
kar precej polnijo ti naše zmogljivosti, se pravi, veliko je prijavljenih, sedaj jih že nabiramo za naslednje leto, da naj pohitijo s prijavnicami, naj stopijo na eno od spletnih strani ene ali druge organizacije in tam bodo našli prijavnico ali pa pokličejo po telefonu in se bodo dogovorili. Bi pa rad še eno stvar poudaril, da ta svetovanja se mi zdijo zelo pomembna. Prav so kolegice mi povedale prav v teh dneh, da se je 15 oseb skozi svetovanje odločilo, da si pridobi nacionalno poklicno kvalifikacijo, kar pomeni, lahko bodo spremenili svoj poklic, svoje delo. To je to, kar sem prej rekla, da potem spoznaš še kvalitete, ki jih imaš. Tako. Pa mogoče obstojiš, ne? Dejansko včasih pride obdobje v življenju, ja, ko dejansko ne vidiš, pač tako je, vdaš se v usodo, ne? Ja, tega je veliko, ne, med starejšimi. Vdanost v usodo, nič se ne da storiti, kar pa ni res. Zdaj si še boste lahko enkrat ogledali vse številke, vse kontaktne torej številke, kamor se lahko obrnete, tako da režijo prosim, tako so že pokazali. Če sem rekla, ne tole vdanost v usodo, ampak marsikdo, ne, pa tudi na starost, kot smo uvodoma omenili, ne ostane brez službe. Ali menite, da pa lahko sistem, ko se bo zdaj izobraževal, dobil v bistvu v podjetju vsaj kakšno stabilnost, ali vendarle je pač to potem še vedno seveda od posameznika, kako se bo angažiral, koliko bo vlagal? Ja, zdaj vsak posameznik na koncu dneva je odgovoren za svojo usodo. To je nekako kar jasno, ali pa to sprejmemo ali to ne sprejmemo. V sistem, v katerem trenutno živimo, je temu tako. Jaz mislim, da posameznik, ki bo vlagal vase, ki bo dvigoval svoje poklicne kompetence, ki bo podjetniško razmišljal, ki bo odprt za novosti, bo tudi lažje zadržal delovno mesto oziroma ga tudi lažje poiskal v primeru izgube. Enostavno so časi takšni, da tako kot je prej Albert omenil, nič se ne da, nič se ne more. Če začnemo verjeti v to, je najbrž se nam bo to tudi zgodilo, nič ne bomo dobili, nič se ne bo dalo. Če bomo pa verjeli, da imamo možnost, če bomo verjeli vase, če bomo vlagali vase, dejansko jaz vidim, da bomo tudi lažje prišli do službe, do nove zaposlitve in se s tem ognili tej črni usodi, ko smo brezposelni, ko smo socialno izključeni, ko ne vemo, kaj bi sami sabo. Je pa tudi tukaj en tak poziv podjetjem, ker vsi vemo, da izobraževanje je plačalo najvišjo ceno v tej krizi v podjetju. Ne? Najprej so se podjetja odrekla pravzaprav izobraževanje v tem času krize. Ne? In sedaj se zopet odpirajo možnosti, Slovenija napreduje, Slovenija pravijo, da raste in tudi podjetja na tak način bi jih apeliral na njih, da se poslužujejo teh naših izobraževanj, da začnejo vlagati v svoje zaposlene. Jaz kot vodja, jaz imam čisto preprosto filozofijo. Če so moji zaposleni zadovoljni, če so moji zaposleni fleksibilni, če so moji zaposleni radi delajo to, kar delajo in so uspešni, sem avtomatično tudi jaz uspešen. In lahko pokažem neke rezultate. To pa, da so uspešni, motivirani, fleksibilni, je pa pripomore k temu tudi veliko, da se izobražujejo, da vlagajo vase, da širijo svoje znanja. In to je tudi potem seveda na vodjih, ne, kot ste tudi sebe omenili, ne, da zna to prepoznati in da zna v bistvu tudi peljati delavce dejansko, ne, na to pot. On je vodja, ne, in jih je treba prepričati, da razmišljajo pozitivno, ne, kot ste omenili. Tako da ja, glede na to, da je oddaja zdaj končana, se vam lahko le zahvalim v bistvu, da ste predstavili to. Namreč, kot ste slišali, ne, imate popolnoma brezplačna izobraževanja, ne, na voljo tako za podjetja, kot tudi torej za starostno obdobje, kaj 45 plus 50, pa do? Ni omejitev. Delovno aktivni torej, da ne bomo zmeraj govorili o študentih, ne, pa o brezposelnih, tako da zdaj smo prav naredili posebej oddajo, torej tudi za tisti starostno obdobje, ki je dostikrat morda spregledano, kar se tiče javnosti, v njihovih strahovih, torej smo danes govorili in o tem, da je torej potrebno samo iti naprej in si dovoliti drzniti, sploh pa, če imate na voljo brezplačne pogovore, izobraževanja, pa se jih dale izkoristiti. Upam, da ste si pribeležili naše kontakte, sicer pa lahko oddajo pogledate tudi na YouTubeu, jutro s Kosmiko pišete ali pa pokličete torej na Biotehnični izobraževalni center CDI Univerzum ali pa na javni zavod
Cene Štupar. Sicer pa vas zdaj predajam drugemu delu oddaje. Veliko vam lahko s psihološko astrologijo pomaga tudi Teodora, sicer pa bo danes veliko več povedala tudi o samem letnem astrološkem horoskopu. Morda lahko ne tudi s pomočjo njega vidite, kakšno leto se vam obeta in kdaj so sploh vam naklonjeni časi, ko naredite kakršnokoli spremembo. Se vidimo jutri, pa lep pozdrav oziroma v ponedeljek. Lep vikend.